Ampak, veš kaj razmišljam, zakaj, sploh ne vem točno res, koliko tak hibrid prevoz na elektriko, zakaj tudi nima točno določenega električnega dosega? Zato, ker ni električen avto, ker ni odvisen samo od enega vira energije. Sicer pa veš kaj, deva se usesti v avto, pa ti bom pokazal. Okay. No, Jure, deva pogledati klinično sliko energije. Jaz bom speljal, pa deva našteti vse načine pogona. Ok, zdaj se nič ne dogaja. Ne? Spel. Zdaj se bo. Elektrika. Še vedno elektrika. Benzin. Benzin in elektrika. Polnimo. Degas, ne bo se ustavljal. Elektrika, samo elektrika. Samo elektrika. Koliko se peleš? 60? Elektrika. Še kar je? Polnimo. Elektrika. Benzin. Benzin in elektrika. Elektrika, je samo elektrika. Elektrika. Benzin in elektrika. Benzin in elektrika na zadnji pogon. Polnimo. Elektrika, zaviranje, poln. A vidiš, in pol v bistvu res ima veliko dela ta hibrid, ne? Ja, ki to je tudi razlog, da ne moraš v bistvu navesti samo električnega dosega, ker se v bistvu to neprestano spreminja. V bistvu 10 000 krat v sekundi krmilnik pregleda, na kakšno energijo bo avto vozil. Tako je. In ko sešteješ vse te delčke, je pa jasno, da v bistvu kilometrov na elektriko je kar veliko, zlasti v gostem prometu pa po mestu. In zato ni nič čudenega, da recimo po mestu lahko narediš več kot polovico vseh prevoženih kilometrov zgolj na elektriko. Pa novo planetno gonilo pomeni, da tudi pri hitrostih tam do 130 km/h, ko daš nogo stopalke za plin, avto jadra in se v bistvu vozi na elektriko. Tako je.